Dober dan in dobrodošli na poreditvi priznanj za pomembna umetniška dela. Najvišjih umetniških priznanj Univerze v Ljubljani, ki so v ekvivalent znanstvenemu nazivu doktorica oziroma doktor znanosti. Na tem svečanem dogodku, ki ga na Univerzi v Ljubljani organiziramo enkrat letno, bomo danes podelili 15 takih priznanj. Univerza v Ljubljani je celovita univerza, zato jo sestavljajo tudi 3 zelo uspešne umetniške akademije. Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio in televizijo ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. No, na naši univerzi pa umetniška dejavnost deluje tudi na drugih članicah, na fakulteti za arhitekturo, na biotehniški in naravoslovno-tehniški fakulteti. Umetniška dejavnost, za razliko od raziskovalne, na podlagi katere raziskovalci objavljajo članke, knjige, referate in drugo, poteka tako, da se predstavi javnosti, tudi oceni kritikov. Kako pomembna je umetnost na Univerzi v Ljubljani, njen razvoj, nam bo v nadaljevanju povedal rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik. Spoštovane umetnice in umetniki, dragi kolegi, spoštovani dekani, spoštovani zbor. Univerza v Ljubljani vsako leto podeli več priznanj za umetniška dela umetnic in umetnikov, ki po svoji kakovosti in odmevnosti v domačem in mednarodnem prostoru znatno presegajo povprečje. S tem umetnikom omogoča nepovredno vstop v akademsko kariero, kot so ga deležni znanstveniki z doseženim doktoratom znanosti. Univerza želi, da bi najboljši umetniki prenašali svoje znanje in izkušnje na umetniško nadarjene in znate generacije. V zameno pa posameznikom omogoča ustvarjanje in delo študenti v razmeroma varnem univerzitetnem okolju. Univerza v Ljubljani je bogatejša od mnogih drugih univerz, prav zaradi svojih akademij in umetniškega ustvarjanja, ki teče tudi na nekaterih drugih članicah. Bogatejša je v smislu programov, ki jih ponujajo akademije, diplomantov, ki končujejo študij na njih, pa tudi v smislu kulturnih in umetniških dogodkov, ki so namenjeni zaposlenim, študentom in javnosti. To univerza zavezuje po vzpostavljanju drugim članicam enakovrednih pogojev delovanja akademij. Svetom za umetnost, ki smo ga ustanovili leta 2014, smo izvedli vrsto predstavitev, razstav in koncertov na univerzi, pa seveda tudi v okolju. Taki dogodki so bili povezani s 70-letnico Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, državna proslava v dnevu samostojnosti in enotnosti in slavnostni koncert v počastitev dneva državnosti in 25-letnica osamosvojitve Republike Slovenije v Palači lepih umetnosti v Bruslju. Seveda je pa teh dogodkov vsako leto še mnogo več. Če imajo znanstvena področja svoje programske skupine in temeljno raziskovanje, bi morali na akademijah vzpostaviti pogoje za temeljno umetniško osnovanje oziroma raziskovanje. Če imajo znanstvena področja možnost razvoja tretjestopenjskega študija, bi morali tudi akademijam zagotoviti to možnost. Če lahko raziskovalci drugih področij svoje raziskovanje izvajajo na opremi in v prostorih svojih članic, bi to moralo biti zagotovljeno tudi umetnikom za njihovo umetniško delovanje. In v zadnjih nekaj letih smo začeli konkretno reševati ta vprašanja, oziroma ta pričakovanja strani akademij, zlasti kar zadeva prostorske možnosti za delovanje na posameznem področju. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani se je preselila v nove, sicer najemne prostore na Trubarjevi. Za dolgoročno rešitev njenih prostorskih problemov pa prenavljamo prostore stare akademije in verjamem, da v par letih bo v celoti preseljena v nove prostore. Za Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani smo pridobili stavbo Kazine in kupili zemljišče ob njej, nekatera obnovitvena dela tečejo. Intenzivno iščemo tudi rešitve za Akademijo za likovno umetnost
da bi se načrti za ureditev prostorskih pogojev zares uresničili. Z novelo zakona o visokem šolstvu smo vzpostavili tudi mehanizem za dodatno financiranje delovanja umetniških akademij in ta mehanizem bo treba uporabiti tudi na univerzi pri delitvi sredstev v prihodnje. Z novela istega zakona so vzpostavljeni tudi formalni pogoji za razvoj tretjestopenjskega študija umetnosti. Senat Univerze v Ljubljani je potrdil to rešitev in pozval akademije k pripravi ustreznega programa tretjestopenjskega študija umetnosti. Spoštovane umetnice in umetniki, s priznanjem za umetniška dela se vam odpirajo vrata v akademsko okolje, ki je in mora biti tudi v prihodnje prijazno do umetnosti. Prijazno mora biti tudi do akademikov, umetnikov, od katerih pričakujemo, da dajo univerze oziroma akademija najboljše, kar zmorejo. Želimo si, da bi vašo ustvarjalnost na različne načine delili z vašimi študenti, pa tudi znanstveniki in drugimi študenti naše univerze. V imenu Univerze v Ljubljani vam za doseženo priznanje, ki je plod vašega dokazano dobrega, nadpovprečnega, odličnega dela. Za to priznanje vam v imenu Univerze iskreno čestitam in vam želim še veliko bogatih ustvarjalnih trenutkov. Hvala lepa. Poslušamo, kako je potekalo delo komisije za podelitev priznanj za pomembna umetniška dela. To nam bo razkrila profesorica Janja Korun. Lepo prosim. Spoštovani rektor, prorektor in dekani, cenjene umetnice in umetniki, dragi gostje. Novelist ne more pisati o svojem življenju. Če je kaj prida, je vsaka novela kos njega samega, kaplja njegove krvi, poteza na njegovi podobi. Objektivne umetnosti ni in je ne more biti, dokler je umetnost delo in dih človeka. Kdor je umetnik, kleša v kamen od začetka do konca sam svoj obraz. Je pred več kot stoletjem zapisal naš veliki pisatelj in prodorni dramatik Ivan Cankar. In res, vsak posameznik doživlja svet znotraj lastnega edinstvenega spleta okoliščin in nam zato odkriva igraten in vedno nov pogled na. Poiskati nekaj novega, postati znanilec temeljnih sprememb, prehiteti lastno sodobnost, to so zapovedi, ki so nastale že v času Ivana Cankarja in so še kako aktualne tudi danes, ko smo že dodobra zakoračili v 21. stoletje. Umetnost torej na nek način potuje skozi čas, reinterpretira preteklost, komentira in kritizira sedanjost, razkriva prihodnost. Ustvarjalna zavest se stopnjuje, ko kljubujemo, čeprav je malo upanja za uspeh in se širi, ko se borimo, da bi jo sprostili. In zato je edino prav, da jo znamo prepoznati in nagraditi. Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, ki je sestavljena iz predstavnikov akademij, 3 akademij, Fakultete za arhitekturo, biotehniške, naravoslovno-tehniške in pedagoške fakultete, je v tem študijskem letu prejela, pregledala in ovrednotila 22 vlog kandidatk in kandidatov. Priznanje umetniških del je namreč pogoj za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja za tista habilitacijska področja, pri katerih je tudi v izobraževalnem procesu umetniška ustvarjalnost ključnega pomena. Podeliti ga je mogoče se stvaritve na področju glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, gledališke in radijske umetnosti, filmske in televizijske umetnosti, slikarstva, kiparstva in grafike, restauratorstva, vizualnih komunikacij, arhitekture, urbanizma in oblikovanja krajine, industrijskega in unikatnega oblikovanja ter videa, fotografije in novih umetniških praks. Kandidatke in kandidati morajo prošnji priložiti dokazila o svojih umetniških delih in njihovi javni predstavitvi.
Pri presojanju komisije imajo važno vlogo ocene 3 poročevalcev o kakovosti, pomembnosti in odmevnosti umetniških del kandidatov. Zato je še posebej pomembno, da so ta poročila dobro pripravljena, izčrpna, predvsem pa objektivna ter strokovno in umetniško utemeljena. Kriteriji za podelitev so umetniške stvaritve, ki so izjemne glede na umetniško izvirnost, samoniklost in inovativnost, mojstrstvo pri obvladovanju izraznega medija in prepoznavnost v domačem in širšem mednarodnem prostoru. Kadar so mnenja 2 ali več poročevalcev za oceno umetniških stvaritev negativna, komisija sprejme sklep, da niso izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka. Če so člani komisije v dvomu oziroma če se jim zdi potrebno, lahko imenujejo dodatne poročevalce iz vrst domačih ali tujih visokošolskih učiteljev, mednarodno priznanih umetnikov ali umetnostnih kritikov. Takšen postopek zagotavlja maksimalno objektivnost pri sprejemanju odločitev. Če komisija končno na temelju ocen poročevalcev in po celoviti presoji predloženega gradiva ugotovi, da predstavljajo kandidatove dela izjemne umetniške dosežke, izda soglasje k izdaji priznanja pomembnih umetniških del, ki jih kandidatov podeli rektor univerze. Naj zaključim še z eno mislijo o poučevanju Patricia Cross, ki se je dolga leta ukvarjala z raziskovanjem metodologije in pedagogike univerzitetnih sistemov. Takole pravi: naloga odličnih učiteljev je spodbujati navidezno običajne ljudi k neobičajnim prizadevanjem. Težavnost naloge ni toliko v prepoznavanju zmagovalcev, je v ustvarjanju zmagovalcev iz običajnih ljudi. Čestitam vam in vam želim še veliko uspehov. Hvala lepa. Pa začnimo s podelitvijo priznanja. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Anja Bukovec z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Anja Bukovec je violinistka in slovenska kulturna ambasadorka. Študirala je v Pragi, na Dunaju, v Kölnu in v Ljubljani. Je dobitnica številnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih. Koncerte prireja na prestižnih lokacijah po celem svetu, sodeluje s svetovno priznanimi dirigenti, glasbeniki in skladatelji. Izdala je 4 samostojne glasbene albume in v Sloveniji že 10 let zapovrstjo prireja samostojni novoletni koncert z gosti. Med drugim je bila nominirana za Slovenko leta, od častna nastopajoča pa se je predstavila tudi pred njimi veličanstva kraljico Elizabeto II. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovana Anja Bukovec, čestitam za pridobitev tega priznanja. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Nuška Rojko z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Nuška Rojko, ki nastopa pod umetniškim imenom Nuška Kraščuk Rojko, je magistrski študij na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani zaključila z odliko, in sicer v razredu profesorja Matjaža Robavska. Je dobitnica številnih nagrad domačih in tujih solovjevskih tekmovanj, redno nastopa z najvidnejšimi slovenskimi orkestri. Njen repertoar obsega koncertna in operna dela, med drugim Mahlerjeve pesmi o zemlji, novembrske pesmi in Požgano travo Lojzeta Lepiča. Blestela je v vlogah priznanih oper, med drugim Evgenij Onegin, Petra Iliča Čajkovskega, Otelo Giuseppa Verdija, Mozartovi Figarovi svadbi, Bizetovi Carmen in Rossinijevi Cenerentovi. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovana Nuška Rojko, čestitam za pridobitev pomembnega priznanja za umetniško delo. Hvala lepa. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Matjaž Stropinšek z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.
Matjaž Stopinšek sodi med naše izstopajoče operne soliste. Njegovo najmočnejše področje so vloge zverskega tenorskega repertoarja, ki segajo tako na operno kot operetno področje in muzikal. Poleg glasovnih kakovosti ga odlikujejo tudi izredna muzikalnost, izraziti igralski talent in odrska vsestranskost. Njegov verjetno najbolj izstopajoč umetniški dosežek je bila vloga Franca Waldinga v Offenbachovih Venskih nimfah, s katero bo vzbudil pozornost mednarodne kritike. Viktor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Matjaž Stopinšek, čestitam za pridobitev priznanja za umetniško delo. Najlepša hvala. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Janez Burger z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Filmski opus Janeza Burgerja je obsežen in poln presežkov. Že njegov prvenec v Leru je doživel premiero v Karlovih Varih, medtem ko si ga je v slovenskih kinematografih pogledalo več kot 50,000 gledalcev. Njegov cirkus Fantasticus je na festivalu slovenskega filma prejel kar 8 nagrad, premiero pa je doživel na pomembnem festivalu v Rotterdamu. Poleg tega Janez Burger ustvarja še na področju televizijskega medija, kjer režira dokumentarne in igrane vsebine. Ker Janeza Burgerja danes ni z nami, mu priznanje podeljujemo v njegovi odsotnosti. Torej, izročam priznanje Janezu Burgerju, ki ga bo prevzel ob prvi priložnosti, očitno je zelo zaposlen. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Špela Čadež z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Špela Čadež deluje kot animatorka, režiserka in producentka. Njena dela so estetsko dovršena in deležna priznanj v domačem ter mednarodnem filmskem okolju. Kratka animirana filma Boles in nočna ptica na tej poti posebej izstopata. Špela je s filmom Boles pisala posebno poglavje v zgodovini slovenskega animiranega filma in prejela nominacijo za Evropsko nagrado za kratki animirani film. S filmom Nočna ptica je ta uspeh nadgradila. Film je bil namreč sprejet v program znamenitega festivala Sundance. A Špele Čadež danes tudi ni z nami, ki bomo podelili priznanje v njeni odsotnosti. Torej, bo Špela Čadež dobila to priznanje, tako kot predhodnik, torej priložnosti in ste čestitam. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi David Orešič z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. David Orešič že vrsto let dokazuje vrhunskost v oblikovanju svetlobe. Njegovi svetlobni posegi so vedno natančni, domišljeni in skupaj z ostalimi elementi tvorijo nedeljko celoto. A vendar mu skozi razumevanje svetlobe vedno uspe ustvariti nek presežek, neko njemu lastno avtorsko razumevanje umetniškega dela. Med najpomembnejša dela lahko prištevamo tibetanski misterij v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana, Ion v Slovenskem narodnem gledališču Drama Maribor, Prošnja za besede v Karmini Sloveniki, Veliki Gec v Mestnem gledališču Ljubljanskem in še mnoga druga. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani David Orešič, čestitke za priznanje za umetniško delo. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Metod Pevec z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Metod Pevec velja za senzibilnega in izjemnega pripovedovalca filmskih zgodb. Karman pod njenim oknom, Lahko noč gospodična orisujejo le del njegovega bogatega okusa igranih celovečernih filmov. A vsega opazimo, da gre za poglobljene in prepričljive pripovedi, ki izrisujejo labirint medčloveških odnosov. Tudi njegovo dokumentaristično ustvarjanje je izjemno. Med najbolj prepoznavne sodita dokumentarca Aleksandrinke in Dom. Za scenarij in režijo dokumentarnega filma Aleksandrinke je Metod Pevec leta 2013 prejel tudi nagrado Prešernovega sklada. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Metod Pevec, čestitam za priznanje za umetniška dela.
zadnjih letih udeležil številnih razstav doma in v tujini. Ima 25 samostojnih predstavitev ter 24 skupinskih razstav doma ter 6 samostojnih predstavitev iz 27 skupinskih razstav v tujini. Prejel je 5 štipendij in 3 nagrade za svoje delo. Prisoten je v 8 pomembnih zbirkah doma in 5 v tujini. 8-krat je sodeloval na tujih rezidenčnih programih, predstavil pa se je tudi na 9 tujih sejmih. Njegove slike so večkrat uporabljene kot slikovno gradivo za revije, knjige in zgoščenke. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Mitja Ficko, čestitam za podelitev priznanja za umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Kristina Rutar z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Kristina Rutar trenutno živi in ustvarja v Ljubljani. Je prejemnica nagrad na extempore keramike v Piranu, odkupne nagrade na 14. slovenski kiparski razstavi za delo Hammurabijev zakonik. Leta 2015 je prejela naziv ambasadorke keramike, ki jo podeljuje evropski program Future Lights of Ceramics v okviru projekta Ceramics and its Dimensions. Njena dela so uvrščena v stalne zbirke, med drugim v Italiji, Španiji in Indoneziji. Med pomembnejše samostojne razstave spadajo Alma Mater, Lajerjeva hiša v Kranju in Embryo, Stekleni Atri, Mestna hiša v Ljubljani, med skupinske razstave pa Epilog, Prostor, Telo in Medij v prehajanju, Dvorec Novo Celje, Slovenska sodobna keramika in številne druge. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovana Kristina Rutar, čestitam za pridobljeno priznanje za umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Matej Stupica z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Matej Stupica je umetnik, ki deluje na področjih vizualne umetnosti, slikarstva, instalacije, ilustracije in gledališča. Sodeloval je na manjših in večjih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo na področju vizualnih umetnosti je bil leta 2013 nominiran za nagrado ESL, leta 2015 pa je prejel nagrado skupine OHO. Za svoje ilustracije v objektivu sobotni prilogi časopisa Dnevnik je prejel 2 priznanji Hinka Sprekarja leta 2008 in leta 2016 ter posebno pohvalo žirije leta 2014. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Matej Stupica, čestitam za pridobljeno priznanje za umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Vladka Ljubanović z Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Vladka Ljubanović je diplomirala leta 1998 na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani in magistrirala na Katalonski politehnički fakulteti Univerzi v Barceloni leta 2001. Je soustanoviteljica arhitekturnega biroja Dans Arhitekti, ki je bil letos nominiran za nagrado Majsander Rohe 2017 za Cerkev svetega Janeza Boska v Mariboru. Leta 2013 so prejeli nagrado Zlati svinčnik in leta 2016 mednarodno nagrado strokovne žirije Architizer A plus Award za kolesarsko vrvo v Bohinjski Bistrici. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovana Vladka Ljubanović, čast mi je, da vam lahko izročim priznanje za umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Gašper Medvešek z Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Gašper Medvešek je zaposlen na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, kjer pripravlja doktorat na temo vpliv pisanih tehnik Edvarda Bona pri predmetu projektiranja. Na natečajih, ki se jih je udeležil, izstopajo prve nagrade za ureditev Mariborskega otoka, stanovanjske soseske Lukovica Jug in srednješolskega centra v Slovenj Gradcu. Pomembnejše realizacije objektov, pri katerih je sodeloval, so še stanovanjska
Muzejska stavba Arso v Ljubljani in Muzej sodobne umetnosti Cetinje v Črni Gori. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Gašper Andrešek, čestitke za dobljeno priznanje za umetniško delo. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Aleksander Bostan z Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Aleksander Saša Ostan je arhitekt, urbanist, umetnik in pisec, ki deluje v širokem interdisciplinarnem polju bivalne kulture. Projektira in načrtuje, oblikuje in raziskuje, publicira in piše, fotografira in riše, predava in poučuje, oblikuje razstave in žirira, vodi strokovne delavnice in ekskurzije. Za svoje raznolike arhitekturne storitve, urbanistične zasnove, fotografije in grafično oblikovanje je prejel mnogo nacionalnih in tudi mednarodnih nagrad. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Aleksander Saša Ostan, čestitke za pridobljeno priznanje za umetniško delo. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Paul Robinson z Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Paul Robinson živi in ustvarja v Ljubljani od leta 2010. Poučuje na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Pomembne razstave je imel v Združenih državah Amerike in Evropi. Nedavno je pripravil samostojno razstavo v Muzeju sodobne umetnosti v Tampi na Floridi, v galeriji Džinovale znotraj Univerze v Benetkah pa samostojno inštalacijo. Bil je rezident na uglednem inštitutu za raziskovanje umetnosti v Tampi. Trenutno pripravlja razstavo svojih najnovejših del v Muzeju Fortuni v Benetkah. Odprtje je načrtovano v začetku leta 2019. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Paul Oldfield Robinson, izročam vam in čestitam priznanje za umetniško delo. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Aleš Nideršič z Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Aleš Nideršič se je po študiju izpopolnjeval v Franciji od leta 1999 do leta 2002, pa kot asistent na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. V partnerstvu s Kato Žlajbah je ustanovil biro Multiplan arhitekti. Med njegova prepoznavna dela sodijo sosedska Zeleni gaj v Ljubljani, Hiša Katarina, tribune regatne arene na Bledu, nogometni stadion v Mariboru, galerija likovnih umetnosti v Zagrebu, prenova Citadele v Zagrebu in ureditev centra mesta Matovi. Je prejemnik Zlatega svinčnika, zlate in srebrne medalje za športne objekte IAX ter nominiranec za nagrado Majstranke Roke, Plečnikovo priznanje in nagrado Piranisi. Rektor, prosim za podelitev priznanja. Spoštovani Aleš Nideršič, čestitke za pridobljeno priznanje za umetniško delo. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, priznanja so podeljena. Dogodek sta povezovala Alja Grbojevič in Darja Lisjak. Še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj. Druženje bomo nadaljevali v sosednjem prostoru, še pred tem pa prosim vse vas, rektorja, prorektorja Mateja Zupana